Veličino Piccolominjeve sicer tako kompleksne osebnosti je ključno zaznamoval preplet civilnega humanizma in iskrene krščanske pobožnosti. Kot genijalen in enciklopedičen duh, izvrsten poznavalec kulture svojega časa in nadarjen pisac je Piccolomini utelešal velikega intelektualca, čigar talenti so segali daleč preko retorike in diplomacije. Bogatilo jih je tudi globoko poznavanje ljudi in prostora, znotraj katerega je deloval, kar so mu prinesle številne življenjske izkušnje in stiki z najrazličnejšimi okolji. Njegovo pestro življenje, polno sprememb in preobratov, kljub nenehnim obtožbam ambicioznosti, bolj kot povzpetništvo razkriva njegovo iskreno, četudi zmotljivo človeškost. Tako je svojo nadarjenost po načelih magnanimitatis krščanskega humanizma skozi svojo življenjsko pustolovščino venomer skušal usmerjati v skupno dobro in je s tem v kulturnem, družbenem in političnem okolju svoje dobe pustil premnoge sledove. Leti svojo dobo, morda prav zaradi Piccolominjeve izredne vsestranske nadarjenosti in delovanja, tudi močno presegajo in so se, kot je sam z značilno velikopoteznostjo napovedal v mnogih posvetilnih pismih k svojim literarnim delom, ohranili vse do danes. Do danes, prav na njegov 619. rojstni dan, ko vas, spoštovani gospe in gospodje, prisrčno pozdravljam ob predstavitvi knjige, ki nosi Piccolominjevo ime in vam želim, da bi ob besedi in glasbi skupaj preživeli navdihujoč večer. In to prav v okrilju bratov frančiškanov, o katerih je nekoč tudi Enej Silvi razmišljal, da bi se jim pridružil. In prav tukaj, v dragulju tega samostana, na novo obnovljeni frančiškanski knjižnici, ki jo je v času svojih bivanj v Ljubljani sredi 15. stoletja imel na voljo tudi Piccolomini. Velikega humanista in izvrstnega literarnega ustvarjalca, ki ga nam je približal že Alojz Rebula v svojem romanu Zeleno izgnanstvo, sedaj spoznavamo v slovenskem prevodu njegovih besedil v knjigi Zgodnji humanistični spisi in zapisi o slovenskem ozemlju. Besedila sta prevedla, uredila ter študije in komentarje zapisala magister Jan Dominik Bogataj. Izvolite, prosim. Sodelavec pri Inštitutu za patristične študije Victorianum na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, ki na Papeški literanski univerzi v Rimu končuje doktorat. In magistrica Anja Božič. Doktorska študentka Srednjeevropske univerze na Dunaju in raziskovalka na Avstrijskem zgodovinskem inštitutu v Rimu. Nocoj pa sta z nami tudi recenzenta knjige, gospod dr. Marko Marinčič. Izvolite, prosim. Redni profesor za rimsko in grško književnost na oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. In pa dr. Aleš Maver. Izredni profesor za zgodovino starega veka na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Lep pozdrav tudi vsem vam, spoštovani gostje. Knjiga pa je pravkar izšla pri celjski Mohorjevi družbi. Papež Pij II. Je bil med vsemi papeži v zgodovini nedvomno najbolj povezan z današnjim slovenskim prostorom. Med drugim je bil tudi eden glavnih akterjev pri ustanovitvi ljubljanske škofije. Nadškof, monsignor Stanislav Zore, je svojo prisotnost zaradi drugih obveznosti nocoj opravičil. Veseli pa nas, da je nocoj med nami eminenca, ki prav tako pozna radosti in tegobe ljubljanskega škofovskega sedeža in ki je dolga leta slovensko in svetovno cerkev sooblikoval iz Rima in v Rimu.
Danes pa mu ob pravkar dopolnjenih 90 letih kličemo zdravja in modrosti, predvsem pa dobrodošli spet doma. Vaša eminenca, kardinal, monsignor dr. Franc Rode, prosim vas za nekaj pozdravnih besed. Dober večer, lepo pozdravljeni. Kar začuden gledam to polno dvorano za ta večer ob knjigi papeža Piccolomini, ki jo je izdala Mohorjeva družba. Podoba, figura tega papeža Pija II. Piccolominija nekako izstopa iz vrste rimskih papežev. Že potem, da je pozno postal in se odločil po burnem življenju, se odločil za duhovniški poklic in bil potem kot papež 4 ali 5 let, še prej pa, in to ga dela posebno zanimivega za nas, da je bil dolga leta, 10 let, osebni tajnik cesarja Friderika III. In je osebno poznal naše dežele in jih opisoval. Od 15. stoletja naprej, od 14. 15. stoletja, je on dobro poznal naše dežele, Koroško, Štajersko, Kranjsko, in jih v svojih spisih lepo pozdravlja in predstavlja svetu. V tem smislu je eden od prič, ki govori in ki nas predstavlja svetu kot skupnost. On govori o Slovencih, o Nemcih, ki so v naših deželah in tako naprej. Se pravi, da je človek, ki je slovensko, bi rekel, še pred Trubarjem predstavil slovensko, bi rekel, skupnost, slovenski narod, drugim evropskim narodom. In v tem smislu je zelo dragocen za nas. Ne bom se preveč, bi rekel, zadržal pri tem. Veliko vam bodo o njem povedali tile gospodje, ki so tukaj, in vam želim lep, zanimiv večer. Hvala. Gospodje in gospe, najlepša hvala za vaše prijazne besede, gospod kardinal. V čas pa nam je, da je nocoj z nami tudi veliko ime slovenske, tako imenovane stare glasbe, gospod Domen Marinčič. Svojo glasbeno pot je začel z violončelom, nato pa je študiral violo da gamba, čembalo in generalni bas v Nürnbergu in Trosingenu. Je tudi umetniški vodja festivala Radovljica, profesor za zgodovinsko izvajalsko prakso na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Hamburgu, predvsem pa z glasbo doma po vsej Evropi. Hvala, gospod Domen Marinčič, da ste nocoj med nas prinesli tako imenovano staro glasbo in zgodovinsko glasbilo Virginal. Uvodoma smo prisluhnili skladbama Konstancija ter V navzkrižju sta si želja in upanje neznanih skladateljev. Vse skladbe, ki jih bomo nocoj še slišali, pa so iz kodeksa Faenza, zbirke instrumentalne glasbe začetka 14. stoletja. Skladbe, ki so torej že obstajale tudi stoletje kasneje, stoletje, ki ga je zaznamoval Enei Silvii Piccolomini, in k njemu se zdaj tudi vračamo. Prav takrat je pa Enei Silvii živel. Hvala.
Slišali smo že, 12 let je Piccolomini preživel v tesnem stiku z dvorom Friderika III. In to mu je prineslo izvrstno poznavanje razmer tega prostora. Magistrica Anja Božič, prosim najprej za kratek biografski in bibliografski oris Piccolominija. Kdo je bil papež, ki je bil tudi izvrsten literat, in kakšen literat je bil človek, ki je kasneje postal papež, ter seveda kako je bil povezan z našim ozemljem? Ja, hvala za besedo in dober večer še v mojem imenu in hvala vsem, da ste tukaj z nami. Torej, ja, res je, kot smo že veliko slišali v tem uvodu, Enej Silvij Piccolomini se je z našim ozemljem v resnici prvič in verjetno najbolj tesno še seznanil ravno takrat, ko je bil tajnik na dvoru cesarja Friderika III. Namreč on je po tistem, ko se je sicer izhajajoč iz majhnega toskanskega mesta Corsignano v bližini Siene, sprva tam dokončal študij na Sienski univerzi, študiral je pravo, k čemur ga je sicer bolj spodbujal njegov oče. On je sicer raje dneve in noči preživljal s knjigami klasikov, pa vendar potem je dokončal svoj študij, kar mu je pomagalo, da se je potem bliskovito uspel v svoji diplomatski karieri. Medtem ga je opazil cesar Friderik III. In ga povabil k sebi na svoj dvor za tajnika. Pa vendar moramo pri tem poudariti, da te njegove govorniške spretnosti, ta elokvencija, ni tako cvetela samo v smislu diplomatskih spretnosti, pač pa je on že takoj, ko je ob svojem prihodu na dvor, torej okrog leta 1444, napisal zanimive spise, ki so tudi prevedeni v tej knjigi. Ena od teh je zanimiva, malce lahkoživa komedija Hrizida, potem romantična novela, zgodba o dveh zaljubljencih in pa satirični traktat o bedi dvorjanov. In za njegove izredne literarne spretnosti mu je cesar Friderik tudi podelil naziv poeta laureatus, kronanega pesnika, kot ga je pred njim nosil na primer Petrarka. No in po tem, ko je Enej Silvij nekaj časa deloval na dvoru, je veliko spremljal cesarja Friderika na njegovih diplomatskih poteh, ogromno po slovenskem področju. In kot smo že slišali, ta čas je verjetno on že začel ustvarjati prve zapiske o tem ozemlju, ki jih je potem vključil v svoje megalomansko delo De Europa v Evropi in tam pisal ogromno o naših deželah, Kranjski, Koroški, Štajerski. Najbolj znani zapisi tukaj so o ustoličevanju kartanskih vojvod, pa vendar je treba omeniti, da morda mi ne poznamo dovolj dobro tudi ostalih zapisov, recimo tudi o Istri in podobno, kjer Piccolomini z izredno natančnostjo opisuje navade tistih ljudi, posveča se pa tudi jeziku. Recimo večkrat omeni, da se govori slovanski jezik in da je ta jezik drugačen kot recimo jezik, ki ga govorijo na italijanskih področjih. No, ampak to delo De Europa objavi šele kasneje, ko je bil že papež. Vmes se moramo ustaviti še ob eni epizodi, ki je Piccolominija še bolj tesno povezala z našimi kraji. To je bilo, ko je prevzel škofijo v Trstu med letoma 1437 in 1447 do 1450. No in v tem času, ko je bil škof v Trstu, je prehodil celotno področje svoje škofije, tam je posvetil nekatere cerkve na Krasu, pa o tem pa mogoče več povedala še kaj pozneje. In verjetno tudi takrat so nastajali nekateri te zapisi o tistem področju. Potem se je Piccolomini prav tako skokovito vzpenjal v cerkveni karieri, kasneje je postal škof v svoji rodni Sieni in zatem čez nekaj časa ves čas še ohranjal te svoje diplomatsko posredovanje med papeštvom in med cesarjem Friderikom III. In za te zasluge je potem postal tudi kardinal, leta 1458 pa precej po presenečenju tudi papež. In ko je bil papež, pa
od takrat verjetno izhaja tisto, kar mi v Sloveniji najbolj poznamo v zvezi z njim, kajti kot papež Pij II. Je podpisal oziroma potrdil Friderikovo ustanovitev ljubljanske škofije. Pri tem pa velja še poudariti, da medtem, ko je bil kot papež Pij II, si je ves čas prizadeval še za cerkveno obnovo in pa zelo pomembno tudi za križarske vojne. Namreč ne smemo pozabiti, da je bil on papež, ki se je trudil organizirati zadnjo križarsko vojno. Toliko morda za začetek, pa bomo potem še več povedali, namreč izredno težko je zelo na kratko povedati o življenjski poti take izjemne osebnosti, kot je bil ta človek in vsa njegova potovanja, dela in podobno, zato bomo mogoče potem lažje več po podrobnostih. Predvsem je pa za podrobnosti tu knjiga. Ja. Slovenski bralci smo s to antologijo besedil dobili tudi izvrsten eksemplaričen portret renesančnega literata, politika in cerkvenega voditelja, kot piše dr. Marinčič. S knjigo dobivamo v slovenščini tudi vse temeljno gradivo iz Piccolominijevega opusa, vezano na današnji slovenski prostor, za posladek pa še njegove najbolj sočne strani, kot je zapisal dr. Maver. Nadvse dragoceni pa sta tudi problemsko zastavljeni študiji pred predočenjem prevedenih izvirnih besedil ter komentarji, tako ob zgodovinskih dokumentih in spisih, kot tudi ob leposlovnih besedilih, saj razjasnjujejo številne navezave na antiko, ki pa so bistvene za razumevanje Piccolominijevega humanizma. Dr. Jan Dominik Bogataj, vi ste, magister. O tem se pogovarjamo. Vi ste knjigo predlagali v izdajo. Kako so vas besedila in lik Piccolominija začela nagovarjati, kako ste se lotili nastajanja te knjige in kako je oblikovana njena struktura? Hvala. Več kot leto tega je, odkar me je kolegica Anja tam nekje iz Dunaja kontaktirala v Rim, preko Ljubljane, in nekako povabila, ti poslušaj, zanima me Piccolomini, en renesančni humanist, papež, to bo tebe zanimalo. Imam eno delo De Miseris Curialium, pa bi ti to malo v večerih prevajal. Sem rekel, kot da ni že v antiki dovolj dela, ne? Ampak me je ta besedica Curialium nekako kuriozno zaznamovala in ker sem pač zdaj že kar nekaj časa v Rimu, tudi tam spoznaš veliko kurjalcev, takih in drugačnih. In sem rekel, morda pa ta spis satiričen pove tudi kaj o raznih kurjalcih vseh dežel in mi bo tako polepšal nekaj tednov rimskih večerov. Ta odziv, ki smo ga tedni doživeli glede knjige in predvsem tudi nocoj, za kar se vam res iz srca zahvaljujem, me pravzaprav zelo zamaja v moji osnovni poklicanosti. Ker nekaj let se bolj ukvarjam z antiko, s krščansko antiko, cerkvenimi očeti, ampak zdaj vidim, da eno tisočletje zatem srednji vek še veliko bolj pali, ne? Neverjetno. Tako da pravzaprav je bil ta govor neka apologija, kako sem se znašel sredi tega 15. stoletja. Tako da v tem smislu gre izvirna zasnova pravzaprav res Anji. Potem je pa seveda stvar začela zanimati, tiste kurjalce sem prevedel, bomo videli, kako bolj uspešno. Hkrati me je pa vedno žrla ta zavest, pa nismo o tem Piccolominiju nekaj brali tukaj v nas na Kranjskem, pa sej ne bi tukaj nekaj hodil, pa v škofijo ustanavljal in tako naprej. Tako da je potem pravzaprav prvotna zamisel, ki je sedaj strnjena v prvi del knjige, ki je bila mislena kot samostojna celota, nekako se razvila in jo je dopolnil še drugi del te knjige. Se pravi, nekako so poskušala zbrati vse, večji del dokumentov, njegovih zapisov, ki se tičejo tega, kar danes rečemo slovensko ozemlje. Tudi tukaj že ena apologija vnaprej, seveda,
govoriti o slovenskem ozemlju, slovenskem narodu, boste marsikateri izmed vas vedeli, je v tem stoletju še malo zgodaj, ampak kakorkoli, o sedanjem slovenskem ozemlju. Tukaj smo seveda se odločili že tako na začetku, da pustimo zgodbo s grofimi celskimi, se pravi s Celjani, čeprav smo šli pri Celjski Mohorjevi družbi, primeru, ker bi bilo prvi zaradi tega, ker ni zelo, bomo tudi o tem še slišali nocoj, zanesljiv historiograf, po drugi strani pa tudi, ker je preveč fragmentarno in preveč obsežno. Tako da smo potem smo skupaj, tudi z gospod urednico, zasnovali to knjigo dvodelno, da bi nekako, pravzaprav kot je potem dr. Aleš Mavar odlično napisal lucidno v recenziji, nekako da bi spoznali tako Eneja kot Pija. Ko namreč Enej Silvi zasede papeški prestol, potem dvakrat, trikrat zapiše v nekih bulah, Enejam reicite, Pium accipite, se pravi zavrzite tistega Eneja, morda se je tudi sramoval oziroma nekako ni bil najbolj ponosen na vse svoje zgodne spisem, tudi o tem bomo še kakšno rekli, in pa spremite Pija. Ampak tisti, ki poznate malo krščanske antike, tudi o tem bo dr. Maričič verjetno še spregovoril, Virgil zapiše Pius Eneas, se pravi, tega Eneja ni mogoče ločiti od Pija. In zato tudi ta dvodelna zasnova knjige, se pravi, v prvem delu zbrani njegovi bolj literarni, zgodni humanistični spisi, se pravi že preomenjen roman, novela, zgodba o dveh zaljubljencih in pa komedija Hrizida, ter ta satirični spis o kurjalcih vseh dežel. V drugem delu pa najdemo odlomek iz njegovega dela, da je Evropa, se pravi, pokrije vse dežele, ki jih lahko štejemo bolj ali manj za prostor, kjer so živeli ljudje slovenskega jezika, kakorkoli. Potem vseh 7 pisem iz Ljubljane in pa vse listine, ki so povezane z Pijem in slovenskim ozemljem, tako glede posvetitev cerkva na Krasu, kot potem tudi vse listine, sedaj prvič v slovenščini, ki zadevajo ustanovitev škofije v širšem smislu. Ko je Piccolomini 1443 prišel na Dunajski cesarski dvor, je ocenjeval, da so humanistične študije na nemškem še precej v povojih. Dr. Marko Marinčič, zakaj so Piccolominija imenovali apostola nemškega humanizma, kakšen je njegov pomen v humanizmu in pa morda kakšna sporednica s slovenskim prostorom? Ja, bi mogoče začel, hvala res za to povabilo, na takle način, seveda je za nas Slovence izredno pomembna ustanovitev ljubljanske škofije, ki je v veliki meri zasluga tega papeža. Ampak v tej njegovi zelo raznoliki in dolgi karieri to ni zelo pomemben dogodek. Ravno tako je za nas verjetno izredno pomemben tisti zapis o ustoličevanju koroških vojvod, ampak to je samo eden od številnih drobcev njegovega zgodovinopisja. In zato se mi zdi tem bolj dragoceno in bomo šele ugotavljali, ko se bo to bralo, kakšno čudovito stvar smo dobili, ker tukaj je prikazana ta osebnost celovito. Sprav vse razsežnosti njegovega intelektualnega in političnega in cerkveno-političnega dela so tukaj prikazane. Sprav prikazan je tudi v vsem svojem renesančnem svetovljanstvu, to se mi zdi pomembno. Pa, mi smo po različnih poteh tukaj prisotni prišli do te osebe. Mi smo se pri latinskem seminarju s študenti klasične filologije lansko leto iz različnih zanimanj odločili, da bomo brali tega avtorja, pa sploh nismo vedeli, da Jan Dominik in Anja pripravljata to knjigo. Mi nismo vedeli drug za drugega, kar je luksus v tej mali Ljubljani. In potem smo zvedeli drug za drugega in potem sta ona dva začela in to je bilo za nas zelo, zelo dragoceno obiskovati občasno ta seminar in potem smo nazadnje sklenili, da bomo skupaj organizirali eno konferenco in smo tudi jo. Naslovili pa smo jo, smo potem naslovil nekaj rekel samokritičnega renesančni papež med dvema svetovoma, pri čemer je hotelo biti dvoumno, ampak ta naslov se mi zdi, zdaj ko gledam, vedno bolj zlagan. Zato, ker te razdvojenosti, se je že v naslovu te skladbe je bila ena razcepljenost, če se prav spomnim, zato mi je to dalo misliti. Te razdvojenosti pravzaprav v nobenem pogledu ni. Lahko bi rekli, da je razdvojen med klasično antiko in krščanstvo. Če gledamo te zgodne tekste
Če gledamo potem tiste poznejše, ki so zresnjeni, ki so vredni državnika in cerkvenega voditelja. In seveda, eneam recite, pium accipite. Tudi jaz mu ne verjamem in mislim, da tudi sam sebi ni čisto verjel, ko je to izjavil. Ni te razcepljenosti, seveda so ti zgodni teksti, lahko bi rekli, zaradi svoje razposajenosti, poganski junaki imajo imena iz mitologije, iz antične literature, ampak tisto, kar je pa stalno, ne glede na to, da so poznejša dela vsebinsko zelo drugačna, je pa ta zelo poseben humor. Jaz mislim, da je ta humor žlahtno ciničen, če je cinizem lahko žlahten, ampak je tudi tako zelo spontan in neposreden, da nam avtorja mora prikupiti. In to je stalnica od teh zgodnih tekstov, ki se po mojem, če se komu zdijo malo, spotikljivi, se zdijo še bolj zaradi stila kot zaradi vsebine. Ker je tako zelo nesramen v tem, kaj si drzne povedati. Retorika je tista, ki ga dela pohujšljivega, če kaj. Ampak pozneje, vsaj v svojem političnem delovanju, vemo, ni bil nič drugačen, vemo o pričevanjih, kako oster je bil, kako je znal biti tudi žaljiv in kako neizprosten. A je razpet med, recimo, srednjim vekom in renesanso. Ja, lahko bi se zdelo, da je, čeprav ne, kot je ugotavljal tukaj prisotni Samo Štefanac, ravno ta znamenita katedrala v Pienci, a ne mestu, ki je dobilo novo ime po njem. Iskanje sinteze, se pravi, Piccolomini je oboje, je srednji vek in je renesansa. Zunanjost fasade cerkve, renesančna notranjost, tam se pa skriva presenečenje, tam se skriva gotika in to avstrijska, nemška gotika, paralele so očitne, pa še zidarji so prišli od tam. In še ena podrobnost, ki ne vem, če je že kdo opazil, ampak meni se je to utrnilo, ko sem to poslušal o katedrali v Pienci. V tem romančiču o dveh zaljubljencih je ena nesrečna ženska, ki je imela Lukrecija, sproti seveda z njenim neravno krepostnim značajem, ampak to je provokacija, ki brezupno ljubi nekega severnjaka, nekega Nemca. To je hrepenjenje, ki gre v obratni smeri kot pri kakšnem Goetheju, ki hrepeni po Mediteranu. Ta hrepeni po skrivnostnem severu. In zato se v tej cerkvi skriva srednji vek. Potem je razpet med Mediteranom in germanskim svetom, če tako rečemo. Mislim, da ni razpet, ker ravno ta njegova potovanja, to njegovo zanimanje za sever, je en od ključnih razlogov, da ga je začel zanimati tudi naš prostor. Tudi tukaj ni razpetosti. In še čisto nazadnje, kar se tiče značaja, tukaj ste vprašali njegovega humanizma, on je renesančni humanist italijanskega tipa. Torej ne tistega severnega, ne tistega nemškega, ki vodi na zadnjo reformacijo. On je od začetka do konca italijanski humanist, ki se navdihuje, navplaja ob klasični antiki. Torej ni tisto, kar je ena pomembna avtorica Erika Rumel imenovala konfesionalizacija renesančnega humanizma, to se zgodi na severu. Pri njem se to ne dogaja. Magistrica Anja Božič, pri izboru Piccolominijevih besedil se res tudi tistim sočnim nismo izognili. Morda bi se kdo nad njimi lahko pohujševal in gotovo podobnih del med deli drugih papežev ne najdemo. Moramo pa seveda tudi to, kot smo že rekli, tudi razumeti v kontekstu dobe, znotraj katere so nastale in prav to je verjetno tudi namen pričujočega izbora, torej na podlagi teh del osvetliti Piccolominijevo literarno ustvarjanje iz časa pred njegovim vzponom v cerkveni karieri in sicer ne zgolj kot lahko živo plat renesančnega papeža, ampak predvsem kot reprezentativno produkcijo nadarjenega humanista, kot smo podobno že slišali. Ja, seveda, namreč točno to je
tisto, kar smo midva želela poudariti, res je, da verjetno teh del ne najdemo v opusih drugih papežev, najdemo pa takšna in še veliko bolj lahko živa, če hočete, dela v opusih drugih humanistov. Namreč, če že samo začnem pri komediji, Piccolomini seveda ni edini humanist, ki je napisal takšno komedijo, to je bilo v bistvu nekaj povsem normalnega v tistem času. Vemo, da je recimo že Petrarka je kot svoje prvo delo je napisal komedijo, ki je dan današnji sicer žal izgubljena. Potem še mnogi drugi humanisti, recimo tudi tudi naše gore list, če se tako izrazim, Peter Pavel Vergeri, starejši iz Kopra, tudi on je napisal komedijo najprej in tako naprej. To je pač bila neke vrste literarna vaja v tistem času, ko so z njo pač začeli in so se s tem nekako razkazovali svoje literarne spretnosti. In prav to je tisto, kar lahko opazimo pri tej komediji, ki je, če jo beremo s pravim komentarjem, oziroma če smo sami razgledani po klasični literaturi, ugotovimo, da je to en sam preplet navedkov iz Plauta. Pa vendar gre to dal od tega, da on pač citira Plauta, on dela to na tak izredno pameten način, namreč on ustavlja navedke, ki se v enem kontekstu pojavijo v Plautovi komediji, tukaj v povsem drugačnem kontekstu in s tem ustvarja dodaten komičen učinek, ki je za nas dan današnji žal velikokrat izgubljen, ker pač teh komedij ne znamo več na pamet, kot so jih znali takrat, ampak recimo takšni primeri so kakšne besede, ki jih sicer izreče, ne vem, dojilja svoji varovanki, pa jih tukaj potem izreče ljubimec svoji dragi. In če bi seveda mi vedeli, odkot to v resnici izhaja, bi to bilo blazno smešno. V zvezi s to komedijo pa lahko povemo to, da morda je malo manj znana, predvsem zaradi tega, ker je bila dolgo časa izgubljena, no, in so jo šele pred kratkim odkrili v nekem praškem kodeksu. Dosti bolj poznana je bila ta novela zgodba o dveh zaljubljencih. Ta pa je doživela tak uspeh, da samo kot številko za kogarkoli, ki se malo ukvarja z starimi tiski in podobnim, če rečemo, da je bilo do konca 15. stoletja kar 67 zgodnjih tiskov te komedije, nam lahko to pove, da je bilo precej popularno delo. Hkrati s tem pa je bila že takrat prevedena v tudi mnoge druge jezike, recimo francoščino, angleščino, nemščino in tako naprej. Tako da to delo je bilo izredno razširjeno in lahko si upamo trditi, da ne le zato, ker je po svoji fami bolj take lascivne vsebine, pač pa zato, ker je prav tako izredno zanimivo iz literarnega vidika. Namreč, čeprav literarna tradicija to delo uvršča med novele, je izredno zanimivo, ker se v njej prepletajo različni žanri. Namreč to celotno delo je sicer že samo po sebi pisano kot pismo, ki ga Piccolomini naslovi na svojega kolega v cesarski tajni, v pisarni, ki mu je bilo ime Kaspar Šlik. On bi morda bil lahko po nekaterih teorijah tudi zgled za tega glavnega junaka, Evriala, ki se zaljubi v to poročeno Lukrecijo. Pa potem to ni edini del, ki je pisemske oblike, namreč ona dva si vmes znotraj te novele, ta novela preide v pisma in del zgodbe spremljamo, v bistvu, ko si ona dva dopisujeta in izmenjavata ljubezenska pisma, potem spet novela preide v dialog, potem spet preide v pripoved in ima take poglobljene psihološke opise notranjega dogajanja v njih, kar zelo spominja na novelo. Tako da to je izredno žanrsko zanimivo delo in prav zaradi prepleta vsega tega je tudi izredno zanimivo za prevajanje. Na trenutke tudi težko in ponovno poudarjam, da je treba zraven imeti dober komentar, da se znajdemo po vseh Piccolominjevih navedkih noter. Nezgrešljivo pa je, da če je on to vse pisal iz glave, to je bilo izredno poznavanje, ki ga mi žal danes pač ne moremo več na tak način razumeti. In prav tako to delo o bedi Kurijalcev velja vse podobno za njo, hkrati ima pa še tak izvrstno ironičen
značaj, da res, ko to beremo, ne moremo brez, da bi se smejali. Pa ponovno prisluhnimo Domnu Marinčiču v originalu, stavku brez naslova ter skladbi Ojme moje srce neznanih skladateljev.
Picolominija smo v zadnjih letih spoznali tudi skozi dela slovaške zgodovinarke, raziskovalke, doktorice Danijele Dvoržakove. Pri Celjski Mohorjevi sta išli njeni monografiji prevoda, torej Barbara Celjska, Črna kraljica in Pod kraljičinim žezlom. Picolominjeva poročila o rodbini celjskih grofov so nadvse pomembna in kličejo po novi monografski obdelavi, zato jih v to knjigo, kot že rečeno, nismo vključili. Je pa v njej prvič v celoti v slovenščino preveden Picolominjev opis ustoličevanja koroških vojvod iz razprave o Evropi, o čemer smo tudi že nekaj slišali, in spada gotovo med ključne renesančne stvaritve, ki so na pragu vznika moderne Evrope prispevali k oblikovanju skupne evropske identitete, kot jo razumemo danes, ali če damo v oklepaj, kot smo jo do danes razumeli. Dr. Aleš Maver, kakšen pomen ima Picolominjeva tako imenovana slovenska historiografija, zlasti v luči torej Celjanov in pa opisa ustoličevanja? Lep pozdrav. Moram najprej povedati, da me je kar precej vznemiril moj mentor, dr. Marinčič, ko je s tako vehementnostjo zagovarjal, da v Picolominiju ni nobenega razcepa, in seveda v meni se je zbudil otrok, ki bi rad temu ugovarjal, pa ne bom, ker to ni tema, o kateri ne bi govoril, ampak vendarle se mi zastavlja res vprašanje, kje je mesto Picolominijeve duhovniške kariere v njegovi življenjski zgodbi. Je to bolj sad naključje, ker ni bilo več drugih možnosti, ali pa je vendarle to neka logična posledica njegove duhovne usmerjenosti? Odgovora sam še nimam, ampak vsekakor se mi zdi, da čisto brez določenega preloma ni šlo. Ampak pustimo to. Seveda, kot mlad petelinček, ki ga je zanimala zgodovina, sem se verjetno najprej srečal s Picolominjem kot tržaškim škofom in papežem, takoj zatem pa se ravno s tema dvema njegovima poudarkoma, se pravi odnos do celjskih grofov in pa opis ustoličevanja koroških vojvod, in sicer v dramski upodobitvi slovenskega dramatika Bratka Krefta izpred druge svetovne vojne, kjer Kreft išče razloge Picolominjeve nenaklonjenosti celjskim grofom v tem, da je enostavno izkušena ljubimka Barbara pojedla za malico in potem zavrgla. Druga je pa seveda ustoličevanje koroških vojvod. S tem sem se pa srečal v latinskem berilu iz leta 1953 in lahko mislim, da je ravno ta tekst edini, ki je ostal iz Sovretovega izbora Langsatura, ki ima navezave na krščanstvo, ker tega enostavno niso mogli izpustiti. Vse ostale tekste, ki so imeli krščanske navezave, so seveda v tej izdaji latinske čitanke izpustili. Picolominjev opis sicer ni iz prve roke, ker je ravno njegov sponzor Friderik III. Dosegel, da se mu ni bilo treba več tako ponižati, kot če njegovemu predhodniku Ernestu Železnemu, da bi sedel na neugledni rimski kapitel in tam nekaj bluzil v nekem čudnem slovanskem jeziku, oziroma ne sedel, ampak prejel vojvodsko čast od nekega kmeta in je pravzaprav takrat seveda še ni bilo jasno, da se ta obred nikoli več ne bo ponovil. Je pa potem naslednji vojvode so še podeljevali fevde, kar je drugi del obreda, ni pa več bilo ustoličevanja na knežjem kamnu. Tako da je v bistvu opis iz prve roke bil opis Janeza Vetrinskega v zgodovini knjigi resničnih zgodb, kjer je ta Vetrinski opad sam doživel ustoličenje Otona Veselja leta 1435, opisal pa sicer eno drugo ustoličenje, ampak vsekakor je Pijev opis najbolj sočen, najbolj znan
in ga imamo sedaj tudi res umeščenega v širši kontekst opisa vojvodine Koroške, kjer je pač razvidno, da je Piccolomini v vsakem od teh odlomkov izbiral neke kuriozitete povezane z deželami in očitno ga je Koroška, ne samo v tej epizodi, ampak tudi še nekaterih drugih, kar močno nagovorila. Ja, kar se pa tiče celjskih grofov, bi pa mogoče opozoril samo še na to, da se danes seveda nad temačno podobo tako Barbare kot Friderika II. In zlasti Ulrika II. Kot Slovenci zgražamo, vendar je treba reči, da je obstajal v slovenski kulturni zgodovini močan tok, ki je sledil točno istemu Habsburžanom naklonjenemu pogledu na celjske grofe in je živ tudi še v 20. stoletju. Če se ne motim, tudi še pri Cistercijanu Metodu Turnšku po drugi svetovni vojni. Zlasti pa seveda pred nastankom južnoslovanske države, ko so nekateri vsaj odkrili celjske grofe kot potencialne združitelje slovanskega juga že v 15. stoletju. Tako da nam z tega vidika Piccolomini ni tako zelo tuj, kot bi se zdelo, mogoče na prvi pogled, se meni tudi zdelo, ko sem bral te opise kot mulc ali pa kot mladenič. Je pa tudi razumljivo, da kot bližnji sodelavec cesarja Friderika III. Ni mogel drugače gledati na njegove arch enemies, kot je gledal. In to se tudi vidi v spreminjanju njegove podobe Ulrika II., dokler je bil Ulrik II. Upoštevan svetovalec cesarja Friderika, kralja, takrat če Friderika, je tudi ta podoba svetlejša. Ko pa seveda pride do spora o skrbništvu nad Vladislavom Posmrtnim, pa je dokaj razumljivo, da se je Enej Silvij, ki je bil blizu cesarju Frideriku, postavil tudi v tem smislu na njegovo stran. Morda je pa res potem nekoliko preveč zaostril črne barve v svojem portretu celjskih grofov. V pismu Johanu von Eichu Piccolomini zapiše, da se je odločil nekaj napisati mu, da bo tudi njegovo ime prisotno v njegovih skromnih delih. Citiram: Verjemi mi, zelo veliko pomeni, če se kdo znajde v takih pismih, ki se bodo, kot trdno verjamem, ohranila. Kajti trdno verujem in prerokujem, da se bodo prepisi mojih pisem dolgo ohranili in bodo v prihodnosti prinesli slavo mnogim možem. Kajti imena tistih, ki sem jih vključil v svoja delca, bodo ostala živa mnoga stoletja. Konec citata. Piccolomini je torej, mislim, da je ena tipična njegova manira pisanja, razumel, da bo na tak način ohranil ljudem slavo za prihodnje čase, hkrati pa je Ljubljana edino mesto na današnjem slovenskem ozemlju, z katerega je Enej napisal kakšno pismo, ki se je ohranilo. Takih pisem poznamo danes 7, objavljena so tudi v tej knjigi Jan Dominik Bogataj, o čem pričajo. Ja, na nek način je z njimi postavil pravzaprav tudi spomenik Ljubljani, te zgodno renesančni Ljubljani, če lahko tako rečemo. Zdaj, čisto na kratko, teh pisem je torej v drugem delu knjige, kot že rečeno, 7. Prvi dve sta pravzaprav zgolj delo cesarskega uradnika, tajnika Eneja Silvija, zato je pravzaprav tudi njun avtor, ukazalo piše cesar Friderik, gre res za neko administracijo, dve kratki pismi, eno o ostrogonskemu monaškovu Dioniziju, drugo pa še dvema drugima hungarskima, mađarskima oskodima, če se ne motim. Medtem ko potem veliko bolj zanimivo postanejo preostala pisma, ki jih je 5. 3 pisma imamo iz tistega februarja 1444, ko je dejansko tukaj v Ljubljani Enej Silvij bival kot tajnik, napisal vsaj 2 pismi takrat uradniški, obenem pa tudi
3 pisma čisto v svoji osebnem imenu. Zdaj, Piccolominijo epistolografija je en prezakompliciran korpus, da bi ga zdaj tukaj, da bi ga pravzaprav tudi strokovnjaki danes še vedno obvladali. Obstaja en norveški, švedski zanesenjak, tam že pri 80-ih, von Kotta, ki producira nenormalne števila kritičnih izdaj, ampak zdaj je prišel tam nekje do časa njegovega papeževanja, ne? Tako da Bog mu daj še dolga leta, da bi teh pisem je na stotine. In 3 izmed njih je torej napisal tudi kot v svojem osebnem imenu različnim prijateljem, ko je bil v Ljubljani. Zdaj pri tem bi res čisto na kratko opozoril samo na pismo prijatelju, se mi zdi, da Giovanniju Campiziju. Zakaj? Ker namreč pravi takole: predvidevam, da si že prejel moje pismo, ki sem ti ga prejšnji mesec poslal prek Benetk. V njem sem te prosil, da mi priskrbiš Aristotelovo politiko, kot sva se dogovorila na Dunaju. Tukaj vidimo recimo enega izmed tistih pišev, kolikor jaz razumem, tega renesančnega vetja, prvih pišev na slovenskem. Tukaj on že pozna Brunijev prevod Aristotela in prav v Ljubljani si ga zaželi, oziroma nekako v tem času, ko biva v Ljubljani, želi to brati. Zdaj, zadnji 2 pismi piše iz Ljubljane leta 1447, že kot tržaški škof. Namreč vemo, da v 3 letih škofovanja v Trstu ni kaj dosti, oziroma vsega tega časa ni preživel v Trstu. Celo večinoma je bival ali blizu dvora v Dunajskem Novem mestu ali kje vmes, očitno tudi v Ljubljani. In zadnje pismo je daljše, iz leta 1949, tako kardinalu Juanu Carvajalu, medtem ko krajše pismo, 6. v tej izdaji, je še posebej zanimivo. S tem tudi sklenem, ampak res želim na to posebej opozoriti, saj meni je bilo zelo zanimivo. Enkrat so se zanje odpravili v Trst, tam imajo en prav poseben muzej Piccolomineo Petrarchesco, oziroma Petrarchesco Piccolomineo. In med bogatim gradivom so ohranjena tudi 3 rokopisna pisma, dejansko, verjetno vsaj eno ali 2, res avtograf Enea Silvia Piccolominija. In kar naj pri tem presenetilo, pravzaprav, da eno, in prav iz Ljubljane, še ni bilo nikoli objavljeno. Imamo zbirke pisem že tam od 15. vsaj 16. stoletja naprej, pa do tega Šveda Norvežana von Kotta, ampak to pismo je ostalo v tem kratkem, torej majhnem papirju že v Trstu. Tako da so ga potem res, mislim, da tudi letos je šel v Bogoslovnem vestniku en članek, kjer so ga potem prvič tako diplomatično izdala in pa je potem tudi tukaj prevedeno. Zdaj, zakaj pa zanimivo? Namreč tržaški škof Enej leta 1949 iz Ljubljane piše svojemu tržaškemu kapitlju, ker vemo, da je imel kapitelj v Trstu veliko moč. In pravzaprav čisto kratko pismo glede enega vikarja v kraju Vreme pri Divači. In namreč pravi: zaradi številnih zahtev smo primorani odstraniti vašega vikarja od vremskega ljudstva in poskrbeti, da se tam postavi drugega, ker ni niti znan po poštenem življenju, niti tam kaj ne more koristiti. Nasploh pa tam ostaja v veliki nevarnosti za svoje življenje. Se pravi, Rebula, tukaj še en disclaimer, že za ponedeljek oziroma torek, to bo tudi en prispevek prav o Rebulovi recepciji Piccolominija v njegovem romanu Zeleno izgnanstvo. Ta škandal, ki ga tukaj Piccolomini ne omenja, ki ga naj bi zagrešil ta vremski vikar, pripiše, da naj bi tam razgnal neko procesijo ali nekaj podobnega. Zdaj, ali je bilo kaj hujšega, kaj manj hujšega, to lahko sklepamo ali pa prepustimo domišljiji, ampak kaj se mi zdi zanimivo? Ravno to pisance, ki je zdaj res prvič tudi objavljeno v latinščini in potem v prevodu, pokaže, da je pravzaprav bil tudi pastir, da ni bil zgolj nek veliki diplomat, humanist, literat, ampak da je pravzaprav res se moral ukvarjati kot vsak škof, verjetno tudi z najbolj banalnimi dejanji, kot je kaznovanje oziroma premeščanje svojih ne najbolj zglednih duhovnikov. Ja, v upravljanje je Piccolomini tržaško škofijo dobil 19. aprila 1447. Decembra istega leta je bil na Dunaju posvečen za škofa, maja 48 je v Trstu nastopil škofovsko službo. Ampak tržaška škofija tedaj obsegala velik del slovenskega etničnega ozemlja. Anja Božič, kako
se njegovo škofovanje v tem času odraža na naših tleh in pa mogoče je zdaj le prilika, da rečeva kako tudi o motivu na naslovnici knjige. Ja, tako je. Kot je v bistvu zdaj bilo že omenjeno, kljub temu, da Piccolomini ni bil ves čas tam prisoten v svoji tržaški škofiji, je v tem času obhodil celotno škofijo, imel vizitacije po cerkvah in tako naprej. Nekaj cerkva je pa tudi posvetil. To so vsaj 3 cerkve na našem ozemlju, cerkev svetega Jurija v Dutovljah, cerkev svetega Križa v Križu na Krasu in cerkev Marija Žalostne Matere Božje v Predjami, ki se torej od vseh teh cerkva, torej od 2 od teh cerkva, od cerkve v Dutovljah pa v Križu, imamo ohranjene posvetilne listine, torej listine o posvetitvi teh cerkva z Piccolominijevim podpisom. Te listine sva tudi transkribirala in prevedla. Zanimivo pri tem je to, da ena od teh listin, torej ta o posvetitvi iz cerkve v Dutovljah, je že bila objavljena, listina o posvetitvi cerkve v Križu pa dostaj sploh še ni bila objavljena nikdar. Obe te listini hrani župnijski arhiv v Tomaju, kamor sva enkrat se tudi odpravila in hvala prijaznosti tamkajšnjega župnika sva to lahko samo videla in prepisala. Velja pa pri tem omeniti, to je v bistvu majhen drugačen vidik tega, kot smo prej govorili v prvem delu knjige, kjer so pač ta literarna dela. Tukaj gre res za dokumente, to so prav pragmatični dokumenti, listine, torej čisto nekaj drugega, pa vendar to potem držimo v rokah, tam je še ohranjen prelep pečat. Listine so deloma tudi poškodovane, zato včasih je treba kaj, ko prepisujemo, je treba kaj tudi na novo ugotoviti, katera beseda je tam in tako naprej, tako da to je bil tudi nek tak zanimivo znanstveno delo, da sva se tega lotila, vsaj za mene, ki se sicer rada ukvarjam s rokopisnim gradivom. Torej, te listine pa tudi niso edini sledovi Piccolominjevi, ki so se tam ohranili. Eden od njih je tudi lahko občudujemo tukaj na tej imenitni naslovnici na knjigi, je tale freska, ki je v cerkvi svetega Jurija v Dutovljah. Ta freska je bila do nedavnega skrita za spovednico, odkrili so jo šele 2009. Zaenkrat ni o tej freski pisal še nihče. Zdaj mi polagamo upe v naše umetnostne zgodovinarje, ki so bili tudi na tej naši konferenci maja, da bodo to bolje raziskali, saj zaenkrat niti ne moremo vedeti, od kdaj ta freska je. Kot nama je uspelo do sedaj malo poizvedeti naokrog, ne bi bilo to vseeno iz konca 15. stoletja in na njej ne bi bil podoben tole Piccolomini in cesar Friderik. Zdaj, to sklepamo na podlagi tiste znane upodobitve Pinturikijeve v sienski libreriji Piccolomini, namreč zelo podobna stil upodobitve in papeža in cesarja. Je pa pri tem treba poudariti še to, da to je stilistično izredno natančno delo, ne? In takšnih delavnic ne poznamo veliko na tem področju. Tudi vseeno to, čeprav sva morda bila midva majhen pogumna, da sva to dala na naslovnico, ampak upajmo, no, da je to res to. Seveda je pa glede na to, da je Piccolomini resnično posvetil to cerkev in da v cerkev imamo tudi še njegov dvoprstni kip, a ne vseeno lahko polagamo nekaj možnosti tudi v to. Ja, v tej knjigi so pa večinoma prvič v celoti v slovenščino prevedeni tudi dokumenti povezani z ustanovitvijo ljubljanske škofije. Njihovo izvorno besedilo je bilo seveda objavljeno tudi že prej. Dr. Aleš Maver, kateri vzgibi so privedli do ustanovitve ljubljanske škofije? Zakaj prevod teh dokumentov celostno dobivamo šele zdaj in kaj pomeni prevajati tovrstne zgodovinske dokumente? Ja, to so kar 3 različna vprašanja.
Na prvo vprašanje bom skušal biti kratko, ker so tu večji strokovnjaki, vidim tu profesorja Kolarja, pa dr. Žnidaršičevo in pa dr. Julijano Visočnik, ki so se vsi s tem kar nekaj ukvarjali. Zdaj, tisto, kar bi jaz rekel, je predvsem verjetno, če ne bi bil papež ravno Pij II. Enej Silvij Piccolomini, ki je bil po eni strani blizu cesarju Frideriku III., po drugi strani pa je kot bivši tržaški škof tudi relativno dobro poznal zapleteno problematiko Oglejskega patriarhata, se ta težava ne bi tako hitro začela razpletati, kot se je začela, ker seveda se je položaj Oglejskega patriarhata po letu 1420 bistveno spremenil, postal je težji, predvsem kar zadeva njegovo delovanje na avstrijskem območju in ni ga uspel ne Friderik III. Ne Pij II. V celoti razrešiti. Ideja, da bi ljubljanska škofija pokrila celotno avstrijsko območje Oglejskega patriarhata, še zdaleč sicer ni uresničila, ampak mislim, da je vseeno ljubljanska škofija pridobila relativno veliko ozemlja, čeprav je seveda šlo za lepljenko, ampak vendarle. In tu se mi zdi, da je bil rokopis papeža Pija II. Viden, jasno v tej navezavi s cesarjem. Zakaj tega besedila doslej nismo dobili v integralni ali vseh teh besedil v integralni različici? Dejstvo je, da nas zanimajo predvsem tisti drobci, ki so najpomembnejši za razumevanje ustanovitve ljubljanske škofije. Je pa prevajanje takih besedil v celoti izjemno mukotrpno. Tu se lahko samo priklonim Anji, ker se mi zdi, da je nalogo opravila odlično. Sam nisem velikokrat z veseljem sprejemal te naloge, da bi prevajal srednjeveške listine, ker je že prej Jan Dominik malo nakazal to razliko med antiko in srednjim vekom in ponavadi se človek vrže z veseljem na taka besedila, se to je pa čisto lahko, to je piece of cake, ampak potem se izkaže, da je zadeva vse prej kot to, zato ker veljajo ustaljena pravila. Tukaj sem zdaj prebral v spremni besedi, da je poskušal Pij II. Ta pravila spremeniti, pa nekako ni šlo, ker so potem ljudi mislili, da so listine ponarejene, če so bile v pravilnejši latinščini, kot je bila v navadi. Gre seveda za cel kup izrazov, ki so lahko nenavadni. Sam se spomnim zelo boleče izkušnje z enim besedilom, ki je sicer bistveno mlajše in izhaja iz prekmurskega prostora. Madžarska latinščina recimo je popolnoma neužitna in nikoli se kot latinist nisem počutil kot večji bedak, kot takrat, ko sem bulil v to besedilo, za katerega so vsi trdili, da je latinsko, jaz pa nisem razumel ne ene besede. Seveda tega v teh listinah iz 15. stoletja še ni, ampak vendarle izziv je gotovo besedišče, potem duh pisanja. Tretja stvar pa izredno dolge povedi, izredno zapletene stavčne periode. In tukaj se mora prevajalec vedno znova odločati, ali ohraniti to celoto, ali bo potem še vsaj približno prebavljiva. In tukaj mislim, da je Anja res pokazala izjemno mojstrstvo. Kako hitro pa seveda to razbiješ na več manjših povedi, pa se določeni poudarki izgubijo. In recimo še ena stvar, ki jo je skoraj nemogoče uresničiti, marsikdo si o prevodih takih listin, zlasti za kakšne razstave, želi, da bi postavili latinsko in slovensko besedilo drugo ob drugo. To je skoraj popolnoma nemogoče, ker so seveda
tiste besede, ki v slovenščini pomenijo nekaj in so recimo bolj pri začetku povedi, v latinščini čisto nekje drugje in od take sopostavitve nima nihče nič, ampak res še enkrat vse pohvale za prevod. En velik poklon, torej še enkrat. Lahko si samo dovolim en dodatek temu, zdaj, ko mi je bila taka slava peta, hvala lepa, ampak vsega tega tudi ne bi bilo brez izjemne pomoči in izrednega vložka tukaj, ki mi ga je gospa Liljana Žnidaršič Golec pomagala pri vseh teh listinah in tako naprej, tako da tudi to je nekaj, kar je treba nujno poudariti pri tem delu, da nas je bilo več udeleženih zraven in brez take pomoči pač ne bi zmogla tudi midva pri vsem tem. Tako. Jasno. Dr. Marko Marinčič, v knjigi, kot ste že sami nakazali, spremljamo pravzaprav duhovni razvoj tega velikega renesančnega intelektualca od razpuščenih sienskih let prek tajnikovanja na dvoru Friderika III. Do Petrovega prestola. Pa če za konec nekako vseeno strnemo njegov lik, kako kompleksna osebnost je vendarle bil, zlasti v luči njegovega literarnega ustvarjanja in pa zakaj je preprosto pomembno, da prevajamo in izdajamo humanistična besedila. Ja, mogoče sem prej res pravalešno malo preveč schematsko ustrajal, da razkola ni bilo, tako kot smo v naslovu konference ustrajali, da je bil, ampak to je retorika in nekaj prav velikega. No, razvoj je na vsak način bil, to je dejstvo. In tudi nekaj stvari je moral zavreči, ko se je pojavil na svoji novi funkciji. Tudi zato, ker zanje ni bilo časa. Kar se tega tiče, mi se bomo morali verjetno kar sprijazniti, da seveda tukaj ni bilo prave renesanse na tem ozemlju. Ni smiselno to prizadevanje, da bi jo nekako vzpostavljali za nazaj. Recimo, pač, Koper je imel očitno učitelje grščine, seveda za to italijansko meščanstvo. V Ljubljani tega časa bi bilo to nepredstavljivo, ker so bile najprej čisto druge naloge, opismenjevati ljudstvo in tako naprej. Druga stvar, jaz sem se večkrat spraševal, tako se to malo otročje, a je tale prvi ljubljanski škof Lambert, ki ga je Piccolomini postavil za škofa kot svojega osebnega prijatelja, kdaj bral zgodbo o dveh zaljubljencih, mogoče vsaj na skrivaj, pa mu je dal en izvod. A res? Čist jaz. Pa nisva zmenila. Ne, nisva zmenila. Včeraj sva pregledovala inkunabule, ki jih v Kobisu hranimo, torej v Sloveniji, prav Piccolominija. Spravi 4 izvode, 4 note se najdejo tiskov že izpred leta 1500. Zdaj, še en disclaimer, zato je tudi pomembno katalogiziranje tega starega gradiva, ki ga lahko občudujete levo, desno. Če ima kdo ki kakšne vzvode pri oblasti ali pri komu drugmu, dobrodošel. In namreč, če gre se pogledati v Kobis, mislim, da iz 90-ih let, je ravno, če se ne motim, ta ljubezenska novela notri in zapis, rokopisen zapis, da je to iz knjižnice, torej gornjegraške knjižnice Žiga Lambergerja. Neverjetno, res. Ja. Potem je pa moja teza na srečo padla. In je bral, kaj pa če je od njega dobil? Ob inauguraciji. Afterparty. No, kaj sem pa to povedati? Seveda nismo imeli renesanse, nismo imeli Maruliča, Hrvati so imeli renesanso v svojem jeziku, ampak vseeno so tisti, ki so se ukvarjali v preteklih časih slovensko kulturno in literarno zgodovino preveč mačehovski, do teh ozadij, ki so pa vendarle bila na teh ozemljih, se je vendarle nekaj dogajalo v tistem času. Pravi, niso samo bližinski spomeniki, reformacija in vse, kar je sledilo v 19. stoletju, ampak so pač tudi ti drobni primeri, ko je nekdo izžareval nekaj, jasno z zahoda, v tem primeru iz Italije, v vseh teh primerih Piccolomini, svojimi obiski, ki seveda niso bili namenjeni razširjanju
ne vem, intelektualne kulture, so bili pač politični, cerkveno-politični, to je popolnoma jasno. Ampak imel pa je neko zanimanje tudi za tukajšnjo kulturo, kot mnogi svetovljanski intelektualci tistega časa, kot mnogi humanisti tistega časa. To zanimanje je pravzaprav značilno. Taka ozadja, ki so bila pogosto zanemarjena, recimo Trubarjev večletni učitelj, tržaški škof Bonomo, ki ga je očitno formiral, in to tudi v duhu renesančnega humanizma, če sta res skupaj brala Virgilija, pa potem tudi Erasma, pa še kaj drugega. Očitno je nekaj tega z njim prav. In to je za njegovo formacijo sigurno bilo pomembno. Še ena taka osebnost, ki je bila dejansko v velikem delu slovenske literarne zgodovine zamolčana. Pier Paolo Vergeria, mlajši, se pravi, ne ta znameniti humanist, ampak mlajši, ki je zapustil katoliško cerkev na neki točki in postal pamfletist v službi reformacije, eden redkih italijanskih reformatorjev. On je dokazljivo in dokazano spodbudil in finančno omogočil, konkretno finančno omogočil iz Nemčije prve prevode Nove zaveze. Kaj beremo potem v teh starejših, pa ne tako zelo starih literarnih zgodovinah? Še danes pravzaprav se v šoli to ne omenja. Ta Trubarjeva šolska leta še se ne omenja. In vloga tega posameznika. Beremo potem recimo v tej znameniti Rublovi monografiji o Trubarju, tam je prikazan Vergerio, še to, edino, kar smo mu pomagali, je pa to, da smo mu poslovenili ime, kar se ni počelo pri ljudeh 16. stoletja, ko se počne v antiki s cerkvenimi očeti. Ampak slovensko ime smo mu pa dali. Priznali pa mu nismo nič in tam nastopa on kot rival, Trubarjev rival pri Ruplovi knjigi. Ta, ki mu je skušal v bistvu izmakniti avtorske pravice za prevod Matejevega evangelija, pa potem prvega dela Nove zaveze v obskurni jezik, kot je bila takrat slovenščina. To je popoln anahronističen pogled in kaj hočem povedati? Nismo imeli Maruliča, nismo imeli učitelja grščine v Ljubljani, ampak po vsem tistem, kar se je potem zgodilo, zlasti v 19. in 20. stoletju, smo mi postali, vsaj za nazaj, dediči tudi tega in vsega tega. In si lahko to kot Evropejci popolnoma samozavestno lastimo.
Hvala lepa, Domen Marinčič. Slišali smo skladbi Ave Maris Stella, neznanega skladatelja, ter Med vsemi rožami in sadeži v mojem vrtu je bila ena sama vrtnica po šansoni Guillauma de Machaut. Sklenili pa bomo z besedami obeh soavtorjev prevoda. Draga Anja, dragi Jan Dominik, že potem v nekaj drobcih, ki ste nam jih zdaj tako mimogrede zaupali, pri svojem raziskovalnem delu v Rimu sta zelo blizu najvznemirljivejšim virom. Kdor si je kaj takega doživel pri svojem raziskovalnem delu, ve, kakšen občutek je, ko naletiš na kak manjkajoči drobec ali pa ko ti kakšna naključna stvar odpre čisto novo pot. Pa vendarle, zdaj je knjiga zunaj, kako doživljata zdaj rezultate svojega dela, kar nekaj intervjujev sta tudi že imela, in pa kako doživljata Pija med Slovenci danes. To je seveda zelo težko vprašanje. Verjetno komurkoli, ki se je kdaj ukvarjal s takimi stvarmi, bo jasno, da ko enkrat nekaj takšnega dokončaš, v bistvu nikoli ne dokončaš. No. Tudi ena stvar, ki jo je zagotovo treba poudariti v zvezi s to knjigo, da ta proces izdelave tega je bil nekaj neverjetnega. Vsaj jaz sem pri tem izredno uživala. Hkrati sem se ogromno naučila, me je pa tudi ogromno novih stvari začelo zanimati. Tako da tukaj je pač nek izbor Piccolominjevih del, ki upam, da vam bo zanimiv pri branju, ampak to še ni celotna njegova produkcija. Tako da recimo moj namen je še slej ko prej se lotiti Piccolominjevega vzgojnega traktata, ki ga je mimogrede pisal ravno med tem, ko je bil škof v Trstu. Kdorkoli je bral Zeleno izgnanstvo Alojza Rebule, bo vedel, da se ta roman konstantno pojavlja. Ta traktat konstantno pojavlja v tem traktatu, v tem romanu, no. To je še ena taka zanimivo delo. Hkrati pa še ta Piccolominjev vidik klicev za križarsko vojno, ki pa tudi nekako že tli v najnih računalnikih, namreč njegovo pismo sultanu Mehmetu, v katerem ga je želel spreobrniti v krščanstvo. In pa, če ne drugega, še tudi celo bogatstvo takšnih listin, kot sva omenila, recimo vse to, kar sva našla v župnijskem arhivu, takšnih listin mora biti po slovenskem prostoru še ogromno. Mislim, da tudi ne manjka še kakšnih drugih pogumnih ljudi, ki bi se lahko lotili prevajanja tega, ker čeprav morda to zveni dolgočasno in tako naprej, se mi zdi, da tudi takšni dokumenti znajo prinesti marsikaj novega, no, in tudi mi, da sva še odkrila nekatere novosti, ki še v slovenski zgodovini niso bile obravnavane, ampak zato boste pa odprli knjigo, pa boste tam prebrali. Jaz bi to priložnost izkoristil še za eno kratko zahvalo. Zdaj, Tanja bo vedela, ko so prišla k njej, kakšno leto nazaj, so rekli, seveda z veseljem, ampak ni v programu, ni razpisa, država tega ni podprla, bomo dobili kakšna sredstva. Se pravi, taka temeljna Slovenika, dobro, ni prišla zaenkrat še skozi. Delo je podprla, torej Jezid je podprla NSCW Stiftung oziroma en del švicarske, torej škofije iz Basla, pravzaprav, kjer se za Piccolominjevo vse začelo, tako da smo izredno hvaležni tudi njim. Potem nekateri privati homines, ki sedijo tudi tukaj danes med nami, so prispevali za to knjigo, in pa moram povedati, da tudi dve škofiji, se pravi ljubljanska in koprska, sta z nakupom nekaj 10 izvodov nekako pripomogli, da je vse skupaj pravzaprav postalo sploh možno. No, tako da tudi z tega vidika je bil projekt zelo zanimiv. Zdaj, za konec, pa če mi res dovolite, vam privoščim sem nam še en kratek citat iz njegovega dela Obedi dvorjanov, ki pravzaprav se mi zdi nekako pooseblja na nek način vse to, kar smo danes govorili. Mogoče je pa tukaj notri tudi nekaj avtobiografskega. Zdaj, za koga boste to sodbo prepuščam vam. Namreč jadikuje nad nedovolj pozornosti intelektualcem, izobražencem na dvorih v kurijah.
Iskreno se zahvaljujem Bogu, ki mi je šele takrat, ko sem bil že odrasel moški, dal pogum, da sem vstopil v službo vladarjem. Se pravi, pravzaprav piše nekdo, ki je bil sam dvorjan. Dotlej sem namreč že prevzel nekatere dobre lastnosti staršev, tako da jih nisem mogel več izgubiti. Če nič drugega, premoram vsaj to, da poznam kar nekaj slovstva, ki ga drugače ne bi spoznal, če bi imel v otroštvu dvor sprejel oskrbo. Na vladarskih dvorih namreč velja za napako, če si slovstveno izobražen. In če te kdo označi za spodobnega, se to šteje za sramoto. Zato so izobraženci zelo jezni, ko vidijo, da so v vsakem pogledu prezirani in da najpomembnejše zadeve urejajo, da ne rečem zanemarjajo, tisti, ki komaj vedo, koliko prstov imajo na rokah in nogah. Tudi neizobraženi so vznemirjeni, ko vidijo, da so na dvor prišli učeni in ljudje, ki obvladajo latinščino, a jih sami ne razumejo. No. Prepričan sem, da ste večino izmed tukaj sedečih izbrali veliko bolj pragmatično in bolj donosno opisno pot v življenju, zato pa nekaj zanesenjakov poskrbimo, da te latinske besede lahko preberete tudi v slovenščini. Hvala.